V Združenih državah Amerike je predsednik države pomembna politična funkcija, a vsem ne more odločati sam. Naprimer, ne more sam sprejemati zakonov ali presojati o tem, kako bo porabljen denar iz državne blagajne. Za vse to potrebuje podporo politikov v parlamentu države. Parlament v Združenih državah rečejo kongres in ta ima sedež v tej stavbi v mestu Washington. Imenuje se Capitol. Kongres se deli na dva dela, rečemo tudi na dva domova. To sta spodnji ali predstavniški dom in zgornji dom ali senat. Volivci so se na vmesnih volitvah odločali o tem, kdo bo zasedel 435 sedežev v predstavniškem domu, volili so tudi 35% predstavnikov v senatu. Politiki v kongresu po večini pripadajo dvema glavnima strankama v ZDA, demokratom in republikancem. Demokrati so imeli do zdaj v kongresu tesno večino, to je tudi stranka predsednika Joea Bidna. Tako so demokrati imeli več moči, ko so odločali o zakonih, predsednik pa je z njimi lahko dobro sodeloval. A to bi se z volitvami lahko spremenilo. Predsednik Joe Biden zelo pozorno spremlja izide vmesnih volitev tudi zato, ker so zanj sporočilo, ali so Američani zadovoljni z njegovim delom. Če je večina glasovala za predstavnike republikanske stranke, to verjetno pomeni, da niso. Če bodo večino položajev v kongresu zasedli republikanci, torej ne stranka predsednika Bidna, bodo težko s soglasjem sprejemili zakone in se strinjali z zanj pomembnimi odločitvami.